V letu 2013 je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v svetu zaradi ošpic umrlo 145.700 ljudi, večina med njimi otrok, mlajših od 5 let. To je 16 smrti vsako uro. V Evropi smo v letu 2013 zabeležili nekaj več kot 10.000 primerov ošpic, od tega so 3 ljudje umrli, pri 8 pa se je razvil encefalitis, pravi doktorica Marta Vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tudi Slovenija se ošpicam ni izognila. Ošpice so ena najbolj nalezljivih bolezni, proti katerim cepimo otroke. Mednje spadajo tudi davica, mumps, oslovski kašelj, otroška paraliza, rdečke, tetanus, hepatitis C in hemofilis influence tipa B. Ja, predvsem se cepiva razvijajo za tiste bolezni, ki predstavljajo nek problem, ali je to nek blazno velik strošek, ali se pojavlja v velikem številu, ali je bolezen zelo težka in pušča posledice pri obolelih. Tako da zmeraj gre za nek težji zdravstveni problem, ki ga je pač potrebno rešiti in potem se recimo v nekem določenem trenutku razvije cepivo za tako. Ko je pa na voljo cepivo, takrat se pa potem države odločajo, ali je tako cepivo primerno oziroma skratka sprejemljivo, da bi se uvedlo v cepilni program. Izkušnje kažejo, da je cepljenje učinkovita zaščita proti vsem naštetim boleznim. Da bi dosegli primerno zaščito, stroka poskuša doseči 95% delež cepljenih otrok v eni generaciji. Ošpice so zelo nalezljive in zato je potreben dosti velik delež cepljenih z zelo učinkovitim cepivom. To se pravi, ošpice, te raziskave kažejo, da je oziroma te epidemiološke teorije kažejo, da je pri ošpicah potrebno več kot 90% zaščitena populacija. To pa lahko dosežemo tako, da cepimo več kot 95% ljudi z več kot 95% učinkovitim cepivom. Tako pridemo do tega stanja, da imamo več kot 90% zaščitenih v populaciji. Teh 90% zaščitenih v populaciji pa pomeni ta prag kolektivne imunosti. To je pa tisti prag, ki zagotavlja, da se bolezen težko širi, da je onemogočeno širjenje. Skratka, da je nekako otežen stik med dovzetno osebo in nekom, ki prinese okužbo. A cepljenje ni povsem zanesljiva zaščita, priznava stroka. Nekateri ne razvijajo zaščite, drugim začne ta z leti upadati. Zato je kolektivna zaščita še bolj pomembna, saj bistveno pripomore k preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. Bolezni so različne. Recimo rdečke so bolezen, ki je nevarna za nosečnice. Oslovski kašelj je nevaren, če zbolijo zelo majhni otroci, to se pravi dojenčki, ki še niso bili cepljeni. Za njih je bolezen ogrožujoča, tam je bolezen smrtno nevarna. Tako da pač bolezni so različne, ampak pri vsaki je nekaj, zaradi česar se je cepljenje uvedlo in zaradi česar je bilo pač nujno ali pa potrebno ali pa v enem trenutku v zgodovini pač spoznano, da je nekako to velika dobrobit za ljudi. Cepljenje pa ima lahko tudi neželene, stranske učinke. Nacionalni inštitut za javno zdravje vodi evidenco od leta 1960 kot del sistema kakovosti in nadzora ob načrtovanju programa cepljenja. Tako je vsak zdravnik dolžan prijaviti neželene stranske učinke po cepljenju. Nekako skozi leta sicer vidimo, da se to število nekaj povečuje. To seveda ne pomeni, da je zmeraj več neželenih učinkov, ampak da je ta prijava zmeraj boljša, ker recimo stalno spodbujamo zdravnike, da je pač to potrebno prijavljati. Preden se cepljenje uvede v program, se naredijo te študije
pred uvedbo, ki pokažejo vse tiste glavne neželene učinke. Ampak tisti kakšni res zelo redki neželeni učinki se pa lahko pokažejo šele potem, ko je cepljenih več milijonov ljudi. Vsako leto je zabeleženih približno 20 resnih neželenih učinkov, zaradi katerih je bil pacient sprejet v bolnišnico, četudi le na enodnevno opazovanje. Zelo redko, pravzaprav se ne spomnim, kdaj nazadnje je šlo za kakšen tak resen neželen učinek, ki bi pa pustil trajne posledice na zdravje otroka. Zdravstvo kljub vsemu meni, da ima sicer cepljenje več prednosti kot slabosti. Bolezen, kot je otroška paraliza, zaradi katere so otroci ostali hromi, dihali z umetnimi pljuči in umirali, je skoraj izkoreninjena. Zadnji primer pri nas so zabeležili leta 1979. Starši, združeni v civilno iniciativo za prostovoljno cepljenje, pa si prizadevajo, da cepljenje ne bi bilo več obvezno. Kot pravijo, gre za poseg v telo, ki je v nasprotju z ustavno pravico do odločanja o lastnem telesu. Precej raziskav kaže to, da je cepljenje en zelo koristen ukrep. Pravijo, da je preprečil veliko število nalezljivih bolezni, da je reševal zdravje in življenje otrok. Po drugi strani je pa na voljo precej raziskav, ki pa govorijo tudi nasprotno. Dosti dokazov obstaja, da dejansko samo cepljenje ni imelo nekega bistvenega vpliva na upad posameznih nalezljivih bolezni. Drugi vidik je pa ta, da se pojavlja dosti stranskih učinkov, pojavljajo se neke posledice, takšne in drugačne. Zadeve niso raziskane v podrobnosti, veliko je nejasnosti in v takšnem stanju pač nek tak poseg ne more biti zakonsko obvezen. Preden se stroka odloči in priporoči cepljenje, skrbno pretehta tveganja prebolevanja bolezni nasproti tveganjem, ki jih predstavljajo hudi neželeni stranski učinki. Zmeraj je tako, tako se tudi tehta, ali se sploh uvede neko cepljenje, ali bi ga bilo treba ustaviti, če bi se pokazalo, da se pa pojavijo recimo kakšni neželeni učinki, ki jih prej niso mogli predvideti. Skratka, tudi te inštitucije, ki bdijo nad tem, recimo Evropska agencija za zdravila, ko odobri neko cepivo, ravno te stvari tehta, koliko je korist v primerjavi s tveganji, in vedno mora biti ta tehtnica nekje na strani. Skratka, korist mora prevladati nad kakršnimi koli tveganji. Doktor Vitkova vseeno prostovoljnemu cepljenju ne nasprotuje. Opozarja le, da je treba tudi v tem primeru poskrbeti za ohranjanje dovolj visoke precepljenosti, sicer lahko pričakujemo pojavljanje bolezni, ki jih praktično ne poznamo več. Ljudje pa, da se tveganj bolezni ne zavedajo dovolj.